Tudi ta raziskava, ta današnja predstavitev bo nekoliko se dotikala v bistvu vsebine simpozija, ki ga organizirate tukaj danes. In sicer bomo pogledali, kako se površina plazovitega območja spreminja nekako malo v preteklosti, danes in pa tja do sredine stoletja. Ta raziskava je potekala v okviru projekta, ki ga je financiralo Ministrstvo za okolje in prostor. Skupaj na tem projektu pa smo delali imenovani raziskovalci na Geološkem zavodu in pa dva kolega iz Agencije Republike Slovenije za okolje in prostor. Današnja vsebina, čisto na kratko bom povedala samo problematiko nastanku zemeljskih plazov v Sloveniji, nekaj o preteklih raziskavah in sicer v povezavi seveda preučevanja padavin in nastanka zemeljskih plazov, namen prispevkov, vhodni podatki, ki so bili, to se pravi, uporabni v tej analizi, rezultati in pa na koncu sklepne ugotovitve. Torej, nastanek zemeljskih plazov je zelo povezan seveda s padavinami in pa dvigom podzemne vode in meritev, ki jih seveda izvajamo ob intenzivnejših in obilnejših padavinah. Namreč ta gladina podzemne vode je zelo pomembna pri globokih strukturnih plazovih, medtem ko pri plitkejših ali prepernijskih plazovih imajo večjo vlogo, to se pravi sprožilne količine padavin, in pa te obilne, dolgotrajnejše padavine. Kaj sem pa zdaj naredila? Torej, obilne, dolgotrajnejše in intenzivne kratkotrajne padavine, ki imajo bistveno vlogo pri sprožitvi tako imenovanih plitkih zemeljskih ali tudi rečemo v geološki, to se pravi v geološki terminologiji, preperinskih plazov, tudi pogosto usadov, ki so najpogostejši tukaj tudi pri nas v Sloveniji. V zadnjih 30 letih tukaj navajam v bistvu 11 večjih padavinskih dogodkov, ki so sprožili kar veliko količino zemeljskih plazov, tako globokih kot tudi tistih z manjšim volumnom, in vsi ti plazovi so povzročili, to se pravi, veliko škode tako na cestni infrastrukturi, objektih in terjali tudi smrtne žrtve navsezadnje. Tako da v bistvu preučevanje padavin ima velik vpliv, to se pravi, pri nastanku zemeljskih plazov. Tukaj podajam nekoliko statistične parametre, to se pravi, kdaj, v katerem obdobju v letu se je sprožilo največ zemeljskih plazov. DJF označuje mesece december, januar, februar, to se pravi zimske mesece, za MAM pomladanske mesece, poletne mesece in za SON, to se pravi jesenske mesece. Torej v času, ki smo sedaj, in vidimo, kar veliko število, največje število plazov se je praktično v 13 letih, za katere imam te podatke tukaj danes predstavljene, pojavilo, sprožilo v jeseni, sledijo poletne, to se pravi poletni meseci, tukaj so sprožilne količine res intenzivni kratkotrajni nalivi, ki so bili prisotni tudi v letošnjem letu, praktično se zgodijo vsako leto. Potem nekoliko manjše število imamo zabeleženo v pomladnem in zimskem času. Ti plazovi pa so večinoma tudi posledica taljenja snega oziroma padanja samega snega skupaj z dežjem. Zanimivo je tudi spodnji grafični prikaz, na katerem tipu tal je bilo največ zabeleženih plazov. Na Geološkem zavodu seveda poudarjamo, da mi beležimo izvorna območja nastanka zemeljskih plazov, to so tista izvorna območja, kjer pride do nastanka zemeljskih plazov in ne sam doseg, do kamer recimo se ta splazila gmota splazi. Največje število imamo zabeleženo na travniku, gozdu, pozidanih zemljiščih. Tukaj za pozidana zemljišča zagotovo velja, da se je plaz verjetno sprožil nad ali pod samim objektom. Nekaj jih je bilo tudi na travniških sadovnjakih, vinogradih in pa potem na njivskih površinah. Torej, pretekle raziskave, že leta 2005, to se pravi kmalu po dogodku Logo pod Mangartom,
Seveda so vse raziskovalne inštitucije, ki se ukvarjajo z raziskovanjem zemeljskih plazov, začele intenzivno ukvarjati z vzroki, dejavniki, ki te le sprožijo. In na Geološkem zavodu se je začela prostorska analiza prekrivanja, in sicer količina maksimalna, 24-urna maksimalna količina padavin, ki se je prekrila za inženirsko geološko enoto, na kateri se je plaz sprožil. Tukaj vidimo, da se je nekako največ plazov sprožilo v razredu, kjer je potrebno, da v 24 urah zapade od 150 do 200 ml padavin. To so vsi te dogodki, kot so bili dogodki, ki sem jih prikazala v začetnem slajdu, to se pravi, kot je bil dogodek v Železnikih 2007, potem poplave 2010-2012 in tako naprej. Tako da za boljšo ilustracijo. Potem so se začeli tudi kmalu spraševati, koliko dni pred nastankom plazu je potrebno, da dežuje, to so tako imenovane predhodne padavine in nekako smo po analizi ugotovili, da so recimo po teh analizah, da so tiste dvodnevne padavine, to se pravi, da 2 dni res praktično neprestano dežuje, tiste kritične padavine, ki imajo zelo veliko ali zelo signifikativno vlogo pri nastanku zemeljskih plazov. Kasneje se je odvila, prikazujem eno tudi analizo, ki je bila opravljena sicer na škofjeloško-cerkljanskem območju, namreč tukaj je bilo v preteklosti zaznanih zelo veliko plazov, se je sprožilo ob vseh večjih nalivih in obilnejših padavinah. Tukaj smo nekako določili tri tipe padavinskih dogodkov. Torej, prvi tip padavinskih dogodkov je, ko pade v kratkem času, to se pravi 1 do 2 dni, zelo velika količina padavin. Potem imamo drug padavinski dogodek, ki nekako zajema 7 do 10 dni padavin, tudi z vmesnimi prekinitvami in tudi potem nastanejo plazovi, in pa potem tiste daljše deževje, tudi do 1 meseca, kjer v bistvu tudi vplivajo seveda bolj na te globoke strukturne plazove, medtem ko te plitki preperinski plazovi nastanejo vsi v tem padavinskem tipu 1. Tukaj prikazujem samo tako, da sedaj se zelo veliko, da je poleg seveda predhodnih padavin pomembna tudi intenziteta, ki je povezana z trajanjem. To se pravi, kolikšna količina padavin pade v nekem določenem času, in krajši kot je čas in višja kot je intenziteta, večja je verjetnost, da se plaz sproži. To se pravi, pa smo prišli do namena današnje predstavitve. Glavni namen je seveda prikazati oceno sezonskega vpliva, to se pravi v toplem in hladnem obdobju, na pojavljanje zemeljskih plazov do sredine 21. stoletja v 29 občinah v Sloveniji, kjer je pojavljanje plazov zelo veliko. Toplo-hladna območja smo vzeli, to se pravi, celo leto smo razdelili na 2 obdobja. Toplo območje zajema mesece od aprila do septembra, hladno območje od oktobra do aprila. Sredina stoletja pa pomeni do leta 2070. To so pa sedaj občine, kjer je pojavljanje plazov zelo veliko v Sloveniji. Mi smo jih razdelili na posamezne klastre, skupke, in tukaj so navedeni, da zahodna Slovenija zajema občino Bovec, Gorje, Kranjska Gora, potem občino to je drug klaster, je Železniki. Vzhodno Slovenijo smo razdelili potem na 3 klastre, in sicer vzhodna Slovenija A je Gornja Radgona, Kungota, Maribor, Pesnica, Šentilj, Sveta Ana, Sveti Jurij v Slovenskih goricah. Vzhodna Slovenija B zajema občine Brežice, Hrastnik, Krško, Laško, Radeče, Sevnica in pa Trbovlje. In pa vzhodna Slovenija C zajema občine Dobrna, Mislinja, Slovenj Gradec, Šoštanj in pa Velenje. In potem imamo tukaj še posebej obravnavamo občine Puconci,
in pa 3 obalne občine kot zadnji klaster, Izola, Piran in pa Koper. Vhodni podatki. Naši vhodni podatki je bil podnebni model RCP 4.5. Kot vemo, je to zmerno optimistični podnebni scenarij in je bil izpeljan iz Eurokordex projekta. Mi smo v naši študiji potem iz 14 globalnih modelov uporabili 6 modelov, ki so bili poimenovani po meteoroloških inštitutih, ki so navedeni tukaj, kjer so te modele pripravili. Moram pa povedati tukaj, da vsi ti modeli prikazujejo enako zanesljivost napovedi za padavine kot enako nezanesljivost. Torej, mi ne gledamo, kateri model daje boljše rezultate oziroma kateri slabše, ampak kakšni so možni izidi v prihodnosti. S tem, da nobeden od navedenih modelov, to se pravi, ne prikazuje boljši ali slabši rezultat. Potem sta bile vhodni podatek poleg podnebnega modela tudi sprožilne količine padavin. To smo pripravili na Geološkem zavodu Slovenije. To je v bistvu tista meja, nad katero se zemeljski plaz skoraj vedno zgodi. Da bom malo pohitela. Torej, vse to smo potem obravnavali in uporabili model MassPrem skupaj za karto verjetnosti pojavljanja zemeljskih plazov. Sama metodologija, to sem že skoraj povedala, hočem pa povedati, da smo dobili od naših kolegov iz ZARS-a preko 6000 rastrov v NetCDF obliki, ki smo jih potem združili glede na toplo-hladna obdobja, da smo dobili potem število dni s preseženimi količinami padavin in pa poskušali oceniti sezonski vpliv v toplo-hladnem obdobju na pojavljanje zemeljskih plazov. Referenčno obdobje 1981 do 2010, vse podatke smo potem primerjali glede na referenčno in pa naše projekcijsko obdobje, ki je bilo obdobje 2041 do 2070. Torej, prvi rezultat, pogostnost oziroma število dni s preseženimi sprožilnimi količinami padavin. Tukaj prikazujem karte za celotno Slovenijo. Vidimo v bistvu, tale slika je najmerodajnejša, da več kot 10 dogodkov se pričakuje v območju zahodne Slovenije in pa v območju vzhodne Slovenije, kjer so geološka tla takšna, da je pojavljanje plažev že danes veliko, tukaj pa lahko pričakujemo potem celokupno skoraj v teh 30 letih, da bo vsaj enkrat na leto prišlo do prekoračitve sprožilnih količin padavin in do pojava plazov. Potem pa tukaj prikazujem oceno verjetnosti pojavljanja plazov, to se pravi do sredine stoletja za toplo-hladna obdobja in sicer po posameznih klastrih. Za zahodno Slovenijo in pa za železnike vidimo nekako, da je v hladnem obdobju nekako bolj izrazit trend teh sprememb kot v toplem obdobju. Pričakuje se, da bo nekako v zahodni Sloveniji, to se pravi, kjer je občina Bovec, do 10, tukaj pa tudi do 15% več območij, ki so lahko podvržena zemeljskim plazovom v sredini stoletja. Vzhodne Slovenije pa je trend obrnjen in imamo nekako bolj izrazen trend v toplem obdobju, kjer se prav tako pričakuje povečana verjetnost napram hladnem obdobju. Medtem ko v občini Puconci sta samo 2 modela nekako zaznala neke povečane verjetnosti, medtem ko v obalnih občinah ne v toplem, ne v hladnem obdobju ni bilo zaznati izrazitega trenda do sredine stoletja, da bi lahko prišlo do bistvenega povečanja nastanka zemeljskih plazov. To je pa prostorski prikaz, to so tisti grafi pretvorjeni tukaj, da si prostorsko lažje predstavljamo. Prikazujem samo 2 modela izmed 6, tako da vidite, da dejansko res so v bistvu občine v vzhodni Sloveniji močno bolj podvržene v toplem obdobju kot v hladnem obdobju in pa občine potem tukaj zlasti železniki in pa občine v zahodni Sloveniji, Bovec, v hladnem obdobju. Sklepne ugotovitve.
Ja, seveda, vse ti rezultati so odraz podnebnih modelov, podnebnega modela in pa izpeljan, ki smo ga uporabili pri tej študiji. Vsekakor je zelo pomembno, da je nastanek zemeljskih plazov močno povezan s padavinami in da so to vse projekcije, ki nakazujejo možnost nastanka ali samo verjetnost. Kot zanimivost pa lahko prikažemo v bistvu, da smo pa potem v letošnjem letu, ko smo že ta prispevek oddali, naredili potem ponovno analizo in razdelili sezonski vpliv na 4-letne čase, to se pravi na zimo, pomlad, poletje in pa jesen in prav tako pridobili scenarije za RCP 8.5, to se pravi za najbolj pesimistični podnebni scenarij izpustov toplogrednih plinov in nekako se potrjujejo v bistvu vse te napovedi, da do sredine stoletja se vsi trendi pri obeh scenarijih nakazujejo na povečanje, to se pravi, da bo nekako več slovenskega ozemlja podvrženo zemeljskih plazovom, medtem ko pa v zadnjem obdobju, to se pravi proti koncu stoletja, ko so že same napovedi modelov, podnebnih modelov tudi malo manj zanesljive, se kaže, to se pravi izrazit padec padavin, predvsem pri RCP 8.5 v pomladnem in jesenskem času, medtem ko pri ostalih letnih časih ni bistvene razlike pri optimističnem kot pesimističnem modelu, pa vendarle se kaže v bistvu nekako, da se ne pričakuje, seveda, povečanja. To je pa seveda tudi povezano z zadnjimi ugotovitvami, da v bistvu bodo res bolj sušna obdobja proti koncu stoletja, zdaj, če gre to verjeti modelom in tudi naši prilagodljivosti seveda podnebnim spremembam. Tako da hvala za pozornost.